Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Ja, tokratni naslov se pa čisto ujema z našimi gosti, z našima gostoma. Oba smučarska skakalca, lahko rečemo, da smo zbrani v tem studiu bivši in aktivni smučarski skakalci. Zvone Žujo, večkrat si bil že v našem studiu. Ja, Miran Župančič je bil pa že tudi kar parkrat. Pa bo vam najprej midva, Zvone. Malo smo prej obujali spomine na smučarske skoke, na legendarne kisoške skakalce, brate Kastelc. Ja, tako. Pa veliko jih je bilo. Kuhar, Baš, Lipč, Baš Brane, pa Jaka, Roglič. Rozina pokojni. Pa Kralj. Kralj isto pokojni. Vsak je imel svoj stil, ne? Tako. Nekateri podrsali z rokami, nekateri kakšen preval v zraku. Ja. Slogovno čist drug stil kot sedaj, ne? Tudi skakalnice niso bili toliko varne. Ampak tudi niso bili tako trenirani kot sedaj, ne? Moramo to računati, da sedaj od malih nog načrtno delamo skakalcem, tudi pa kjer je bil malo bolj korajžen v bistvu. Praktično, to je bilo važno. Pa kjer se je bolj upal. Pa smo najprej poštamfali. Ja, najprej smo najbolj uredili skakalnico, poštamfali za let z alpskimi smučmi, pa tisk, kjer je že potegnil to špuro, to zaletno smučino, kar sedaj s temi smučmi ne bi bilo mogoče. Ker so že same smuče drugače narejene, kot so bile včasih. In potem je bil en star smučarski skakalec tam v izteku in je dejal, kaj je treba storiti. Ja, največkrat je bil Pistot Nikolado, ko je rekel v luft naprej, pa drž, pa glej, telegraf štango dol na koncu izteka. Zdaj, če smo več gledali, ne? Ja, si pozabil pristati, pa si šel v ribo, kukaraman, gre velikrat, ne? Ampak tako je bilo to včasih. To je bilo, ne? Se spomniš kakih hudih pacov svojih? Ja, jaz sem imel eno poškodbo edin dole pri Ljubljani, kolen si imamo neki. Tudi je bilo malo isto mehka skakalnica, pa isto v ribo. Pa sem mogel to dati, parkrat punktirati. To je bila taka najbolj huda poškodba. Kakšna nezavest? Ja, tisto je bilo pa enkrat polet sam. No, mi se spomnim spahnjenih ram, pa tako naprej. To so imeli tudi drugi, ja. Tudi drugi, ne? Ampak sedaj v zdajšnjih razmerah pa v bistvu skoraj moram reči, da ni poškodb, da je zdaj to tukaj varno, pa skakalnice tukaj urejene, da so otroci varni, pa to gledamo največ na varnost. Ker če ni skakalnica v bistvu urejena, ni pripravljena, sploh ne štartamo s treningom. Zvone, še greš ti na skakalne smuči? Ja, lani nisem šel, predlani sem pa šel. Imam štimane, če treba kaj za kako tako dirko, če me kaj otroci izzivajo, pa še grem kako skočiti na 25-metrsko. To je to? Ja, to je to, pa mogoče še 50, če bi malo potreniral, samo v bistvu mene zelo cajt lovi s tem. Zvone, pa imaš zdaj že kaj straha, ko si na 25-metrski? Ja, jaz s tem še ni strah. S tem še ne. Pri 50 bi pa že bila, ne? Tam bi se pa mogel že malo potrenirati, malo bolj resen. Isto zagrevanje bi že mogel malo, ko je 14 dni, malo vsa gibljivost, pa malo vse naredi, da ne bi šel čist tak. Zvone, da ne govorimo o velikankah, ne? Tako. To je v bistvu za mene velikanka, ko zamirana ta zdajšnja planica, recimo. Zvone, ja, omenil si že to zadnjo Intersport turnejo, 4 skakalnic, kar nekaj takih nerodnih pacov, ne, Američana, zlomljen ledveni del vretenca, ne, potem Aman, nezavest. Zakaj se to dogaja? Ja, jaz vidim tle v bistvu problem v tem, glej, na zaljeti vse ljudje na smučina, ne. V bistvu vsi servisjerji mažijo za hitrost na zaljeti, ne. V bistvu vsi zalijet. Dol pa v Oberstdorfu, recimo, smo videli, da je padel tak frišen sneg, ne. Ker je pa to v mažih, v bistvu, če je ledena smučina, pa to tam se maže, ne vem, za -10, tam dol je pa sneg tiste -2, recimo, ker bi to alpinci čisto drugačno mazali, ne. In to cukne potem? In to malo pikne
Ja, malenkost in to, ker se pa peta premika pri skakalcih, je pa predstežiš od spredi in je že problem odpeljati, sploh če je tak bolj doskok, bolj tako, malo bolj naprej narejen. Ja. Jaz vidim tle edin, pa še v bistvu te smučke zdaj skakalne so narejene v bistvu za letet, ne. So tako narejene, da so za letet, da čim del vsak za vožnjo so pa kar, se moraš kar dobro znati zapeljati, da jih obvladaš. In tle vidim malo problema, no. Tako tudi, recimo, Ama ne izkušen, ja, čeprav ima težavo s počepom vedno. Pa malo vidim, zdaj v bistvu so, zdaj pravilo, ja, recimo, tudi leta so uvedli, če malo v bistvu postran smučko nastavne, ja, da mu ga malo tako v bistvu odnaša, ja. To sodniki zdaj odbivajo do ene točke, ne, v izteki. In zdaj hoče mogoče to malo popravljati, pa da ne bi tukaj vozili in pride mogoče tudi do tega. Da hoče vsak malo lepši doskok odpeljati v izteki in pride mogoče do teh napak, kakor so bili prej navajeni čist drugače voziti, ne. Ker prej so doskok naredili pa v bistvu malo za robec z eno nogo, ne, so se lepo odpeljali. Zdaj pa če to isto zapile, pa če na poprav odbije od 0,5 do 1 točke, ne. Kar je pa pol parocenih se predvsej pa že v bistvu na 18 padeš, ne. Vse to grahtemno. Težko gledaš pace, ne? Težko, sploh takole, že... Še posnetke potem... Ja, pa tle jih je zelo malo, v bistvu... Najbolj problem je par otrocih, ko štartajo, tam jih mora biti čim manj, v bistvu, ne, da se navadijo tam to je do 10. leta, ne. V 10. leta jih je pa res zelo malo. Ampak prej pa otroci pa morajo tudi vse čez to, kakor so šli vsi in Miran in vsi, ne vidim enega, da ne bi imel pacu za seboj, pa da ne bi bil že kar malo rutiniran v teh stvareh, pa kako se rešvati iz tega položaja. Miran, glede na tvoja dobra sezona, tudi to, zdaj na tej zadnji tekmi celinskega pokala, kjer je bila tudi tekma svetovnega pokala Engelbergu, si bil tretji. Drugi pa četrti. Drugi pa četrti, ne. In smo kar malce upali, ne, tvoji feni, da boš prišel na tekmo svetovnega pokala, že zdaj mogoče v drugem delu. Pa ni. Ja. Si ti kaj pričakoval? Ja, pač pričakoval, tako. Jaz sem šel na tekme celinskega pokala, pač kar z dobrimi skoki iz Planice. Pač nisem se oziral na rezultat, hotel sem samo uživati, čim bolj odskakati in rezultat je prišel. Bil sem drug pa četrt, kar je sicer v redu, super, ni pa čisto to, ne. Ja, ker je bil še eden boljši, ne? Bil je pa, ja, tu imamo pa Roka Justina, ko je pa zmagal in bil tretji in s tem naredil tudi kvoto za 7. tekmovalca v svetovnem pokalu. In on je bil potem tisti, ki se je potem na tekmo obakrat kvalificiral, ne pa do točk, ne? Ja. In sta tako po kvaliteti primerljiva? Ja, sigurno. Pa se, recimo, cela ba ekipa, no, tisti, ko tekmuje v celinskem pokalu, vsak je sposoben skočiti na oder za zmagovalce celinskega in pa tudi v svetovnem pokalu na tekmo in tudi v točke svetovnega pokala, ne. Pač to ni neki wow, ne, ampak govorim za svetovni pokal točke, ne, ampak moraš biti tudi strpen, ko priješ, ker moraš pač imeti mirno glavo, ohranjati mirno kri in se da, ne. Pa še ponavadi novinci, ki pridete na tekmo svetovnega pokala, imate verjetno na razpolago 2 tekmi, ne, in imaš pa res lahko takrat tudi smolo s pogoji na skakalnici. Zdaj, če imaš ti na razpolago 10 tekem, se to nekako izravna, ne, da bi imel 10-krat slabe vetrovne razmere, skoraj da neverjetno, ne. Tako pa imaš mogoče smolo, pa si spet ven iz reprezentance. Ja, pač ko je v celinskem pokalu se dela kvota za svetovni pokal, to rečemo, to je po svetovnem pokalu dobi šanso, rečemo, perioda, rečemo, zdaj naslednja perioda bo dolga, sicer imajo več tekem, to imamo Kulm tukaj, Visla, Zakopane, pa še Sapporo. In tukaj je kar neki tekem, ne, tukaj mislim, da se da kar iz tega iztisniti kar veliko, no. Ko bo šel to pa Rok Justin. In mi bomo pa poskušali pojel zdaj prek celinskega za naslednjo periodo, to pa poje pride pred svetovnim prvenstvom, kjer je Willingen,
je kar nekaj tekem. No. Je tekem, kjer pa se lahko potem kdo od vas uvrsti na tekmo svetovnega pokala. Zdaj na te tekme celinskega pokala gre tudi še eden otrok Kisovca, Zvonetov sin, Andraž Pograjec. Moral bi sicer biti na velikanki, kot predskakalec zdaj na Kulmu. Ja, v Kulmu bi mogel pač imeli so včeraj kvalifikacije, pač malo je zmanjkalo za uvrstitev na celinski pokal, pa je bil že v bistvu v Kulmu kot predskakalec, bi danes imajo test, pa je pač zamenjal že Taleniška zaradi vzrokov, ne vem, točno nam pa. Posebni razlogi. Ja, posebni razlogi. Tako da je ga Andraž z nami zdaj na celinski pokal in je lepo videti, da dva Kisovčana. Si je pa želel, mislim, leteti na velikanki, ne? Ja, on je pač, vemo, da ima tudi kar zelo dolg skok iz planice, že par dolgih skokov in je dober letalec. Tako da bo pa prilika zihar še za njega, pa za nas. Mu je težko padlo Zvone to? Kaj? Da ne bo zdaj v Kulmu, da bo na tekmi celinskega pokala? Ja, ne vem, ali je sprašval, pa sem rekel, da je tekma celinskega pokala, vse jim boš, mogoče pa samo tam isto izide, lahko tam tudi mogoče... Zmaga? Zmaga, lahko, ne vem, lahko se naredi bilo koga, ne, ampak bolj, da potem v bistvu lahko tam, če zmaga, pa še kako, ali pa dobre rezultate, lahko naprej kvoto dela tudi za svetovni pokal. Tako isto, ko Miran, pa imamo več, v bistvu imamo več šans, da to kvoto naredimo, ne, na teh tekmah. Se to je zanimivo, ne, zdaj na teh tekmah Intersport turneje je 6 naših skakalcev bilo tistih, plus potem še Justin in še najmanj 6 je, ki so sposobni skakati v svetovnem pokalu. Celo kvalifikacije za celinski pokal so potrebne, ne? Ja, pa tle jih je v bistvu v teh, je tudi 10 takih tekmovalcev, ki se morata priboriti za to, za celinski pokal, ne? Kukor imamo še nekaj mladincev od zadnji, recimo imamo še Prevca, Ceneta od zadnji, pa kar nekaj mladincev v bistvu, plus neki članov, tistih, Hvala, Tepeš, recimo, no, pa... Mislim, bil je Hvala, Naglič, so bili v kvalifikacijah, tudi Laninški bil v kvalifikacijah to in se moraš v bistvu tla se moraš izboriti, ne. Ja. Te kvalifikacije so pa kar v bistvu tudi kar dosti stresne, pa če imaš malenkost v Kranju, vemo, kako je, če malo včasih malo doj zapiham, ali pa malo umiri, pa je pred 5 metrov razlike in igra perioda v bistvu takole okoli, ne. Se vem, kako smo lan pa predlan z Miranom, ki sva hodila po teh kvalifikacijah, pa enkrat se nam ni šlo, ne. Celo, veš, in pa je dober skako, pa malo v bistvu pihne, pa si v bistvu tam ta četrt, pa že, pa mislim, te kvalifikacije so kar stresne. Pa ni tekme celinskega pokala, ne? Kaj pa potem ostane? Pa trening v bistvu, ne? Ali pa FIS pokal, ne? Erni gre zdaj v Zakopane na FIS pokal, nek sreče FIS pokal, da tam ne recimo naredi en dober rezultat, da ohranja tisto formo, ne? Tako da je sam ta FIS pokal pa v bistvu moraš pa sfinancirati pa čist sam, ne? Mislim sam. Prek kluba? Preko kluba ali pa recimo ti B reprezentanti imajo preko B reprezentance, ki imajo to malo prštiman ta budžet. Ja, neki fonda plus za ta, ker v bistvu, ker teh B reprezentantov vas je zdaj sem zdi, da 8, ne. No, naše skakalce pa porabijo tudi za predskakalce na mnogih tekmah. Verjetno prav zaradi te kvalitete, ne? Vse ti si bil tudi kar nekaj. Ja, jaz sem bil, preden sem prvi reprezentanco, sem bil predskakalec. Po svetovnem pokali, zdaj pa pač ostali nadomeščajo. V bistvu se jaz pa Rogič takrat začela s tem. Zdaj so pa drugi prišli, Jaka, Rus, Žagar. A to zato, ker ste dobri in ste pravo merilo za... Ja, tudi zaradi tega, ampak pač... Pa skačeš. Ja, vse to, ne, da biraš izkušnje, če ne drugega. Greš pa dostikrat na zaletno rampo neogret, ne? To je pa res, ja. No, se tudi to je en tak del treninga v bistvu, ne, da se prštimaš. Pa tisto spoznava skakalnice, ne, Miran je bil v Oberstdorfi, pa Garmiši v bistvu, ne, v avstrijskem delu niso bili, ampak te v bistvu, te tekmovalci morajo te skakalnice v bistvu natuhtati polet, ne. V Oberstdorfi mi veliko skačemo, v Garmisch-Partenkirchen glih zelo malo. In mogoče zato tudi Peroti, recimo lan ta Garmisch ni tako z laufom, mogoče so letos malo več trenirali, ne vem,
A veš, Bischofshofen pa isto Innsbruck gre malo na treninge polet, da se malo spoznavajo s skakalnicam, da se že malo dobijo v glavo v bistvu, kako je treba pozimi, ker v teh 12 dneh na novoletni turneji pa 4 skakalnice, ki so čisto različne, ne moreš kar tako, da bi šel čisto tako, da jih nikoli prej ne bi sprobal. Jaz ne vidim, da bi en tak odmeven rezultat naredil ali pa kaj, ali pa da eno tekmo sigurno bi bil od zunaj ali pa dve. Sploh, ker Miran lahko pove, kako so te skakalnice različne. No? Ja, so. Vsaka ima čisto drugačen profil. Od zaljata do skočišča. Recimo, če vzamem primerjavo, recimo Oberstdorf, pa ta zadnja Bischofshofen je tukaj velika razlika. Tam recimo v Bischofshofen je najbolj položen zalet, kar jih je. Skoraj na sveti, recimo. Ne. Je čisto drugače, tudi daljša miza pa vse, ne? V bistvu se, glede na to, da je tu položen, se pa doseže večja hitrost na skočnem pomoli, ne. Zanimivo, ne? Zanimivo, ne. Je pa tudi tukaj dali zaleti, no. Tako da so pa res vse so čisto specifične skakalnice, no. Potem so pa take malenkosti, ne, v počasnih posnetkih vidimo, ne, da so smučke pri odriju, pri tistih res najboljših dolgo časa, ne, nekako horizontali. Ja, ampak to, če bi malce zakrilili, je glava, ne, je salta. Ja, tako je, ne, svetovni pokal top 10 tekmovalcev res skačejo na meji samega paca. Se sliši čudno, ampak tako je. V bistvu je potem, da si zelo zaupajo. V svoje sposobnosti. Tako da, jaz mislim, zato pa gre recimo iz mize, gre smuča naravnost. V bistvu nadobijo močne smuče. Tam tekmovalci iz mize prvih 30-40 metrov na čut. Nič. Po domač povedano. Ja, in to pri nas amaterih, ne? Ja. Če nisi čutil, si zamahnil in salta. Tudi pri nas smo drugačen, prej smo imeli drugačen način odskokanja. Jaz, tako sem prej rekel, v luft pa naprej. Pa če bi bilo najprej zgodni. Ne, že prej naprej. V bistvu to na televiziji se najbolj vidi, recimo, če sam kot koleno gledaš, kako boke prinese, kje v smer, nagre koleni nič nazaj, v bistvu in iz tega se vidi, kam skakalec pošlje. Telo v bistvu čez smuče, pa pol v prazen, pa da zagrab, recimo, ko zagrab ti smuči, da so res pod njim, ne. A to se pa potem čuti, ko zagrabi, ne? Ja, se recimo ti, ko narediš res skok, začutiš, ko gre iz vsega odskoka, ko gre rotacija, pač rotacija boku in se celega telesa naokoli, naokrogel, ne, in v tisti točki, ko pa začuti smučene, tam pač veš, da je to, ne. In te v bistvu samo odnaša od skakalnice, ne. Potem so pa Kranjec, pa še nekateri, ki res tako nizko pristanejo, ne. Potem so pa nekateri pa bolj... Ja, tukaj imamo dva tipa, recimo skakalcev. Eni, ko so ekstremno močni v nogah, ko imajo veliko podarka na odskoki, zelo eksplozivno. To so recimo? To imamo Justina, recimo Hajbok je tudi lep primer. Nemci so Freitag, Freund. V bistvu vsi, ja. Pa imamo pa recimo tipe letalcev, ne, ko pa nagre tukaj ekstrem iz noge, pač, da nada tukaj moči v sam odskok, ampak bolj tehniko, da je bolj z brzino, pa da je res boke čim bolj prenese, ki je oprazen. To imamo pa recimo Tepe, še lep primer, Kranjec, Kasaj, Prevc. No, in včeraj se je Kasaj izvlekel v izteku skoraj da čudežno, Aman pa ne. Kako ti na to gledaš kot skakalec? Ja, ko bi rekel temu, to je tako, no. Recimo oba sta imata že kar dosti izkušnje, sam tudi to napride upoštev včasih, ne, izkušnje. To je res tisti delček sekunde, ko vse poteka podzavestno, zelo malo kontrolirane, ne. To se odvija v sekund in hitro pride do paca, ampak vse v bistvu je tem, da ti pred doskoku čim bolj ravnotežiš doskok, ga stabiliziraš in pol ni teh problemov. Čim pa ti malo naprej doskočiš z glavo noter, da te malo raztegne, tam je pa že pol pač riziko, ne. Pa še ta razlika, ne, kako so smučke pripravljene za ledeno, pa potem iztek. To je sigurno. In ti si pa na zaletni rampi, pa vidiš padec, ne vem, če ga vidiš, ampak slišiš, ne, da je bil padec. Kako je pa to potem? Ja, tako je, jaz bom tako povedal, ne. Tega
probaš, da na tega ne slišiš. Ne? Ja. Ti moraš biti samo osredotočen na sebe, okolico moraš stiti. Pa se da. Ja. Da, se sam, pač tudi to prije, ne? Se tudi slišiš. Ne? Pa sam moraš tako odreagirati, da se čim manj s tem obremenjuješ, da res sam se posvetiš skoku, da si eno nalogo, ko boš naredil. Pa probaš res odmisliti okolico. Ne? Je pa res težko, če to slišiš. Poj vidiš, da se že malo zavlečuje, pač tekma malo dlje traje, recimo, ne. Ampak se je pa tako, so me recimo v Oberstdorfu, ne, ko so bili recimo Dežven, pa kakor sem govoril z Rusom, Jakobom Rusom, predskagalcem, da so bili po 5 ur. 5 ur so bili na vrh za leta. Tako da to pa je malo bolj stresen, ne, verjetno. Čakati 5 ur na skok. Sam je pa tudi že to v bistvu v mlajših kategorijah isto, recimo tekma alpskega pokala, recimo enkrat smo šli mi že zjutraj ob 8 na skakalnico, pa smo jo zapstili v pol 10 zvečer v bistvu. Tako da tudi že v mlajših kategorijah se tudi isto ti tekmovalci, ki dozorijo, isto so že tudi mogoče na take situacije navajeni. Tako da smo, recimo, tam smo imeli eno poizkusno serijo, ko mi do 12 smo jo speljali, pa smo šli nekaj pojesti, pa smo prišli ob 2, v bistvu pa smo hodili do pol 10, da smo drugo, eno serijo, ko mi v bistvu izpeljali. Tako da se že to kar navajen, tudi vsi ti tekmovalci imajo že to malo v glavah, kako to traja, pa kako se isto prštimati za tak skok. No, ko recimo tako kot Oberstdorfu ali pa še kje, ko tekma dolgo traja, kdaj se tekmovalec stehta? Lahko vmes se kaj je? Ali se potem na koncu še stehta? Kako je s tem? To je čisto odvisno, koliko si na mejs z telesno težo. Načeloma ti lahko pred skokom, pred skočiš, ti lahko piješ, kakor češ. Pa če imaš probleme s težo, da imaš premalo telesne teže, koliko mora biti, ja, lahko. Če si pa na meji? Ja. Pa ne, ne? Ja, ne, problem je, recimo, ti pred skokom lahko delaš, kar hočeš. Lahko ješ, lahko piješ, ko pa skočiš, pa v doskočišču dol, takrat pa ne smeš nič. Takrat ne smeš tudi, pač v bistvu, če te pokliče Sepp Graca pa Horst Tillmann na kontrolo, ne smeš da bi ti takrat pol litra spil tekočine, pol kilograma. Ja, sigurno, ne. Aha, takrat pa ne, ti diskvalifikacija. Ja, diskvalifikacija, če te vidi, ne, recimo. Pa te da tam te da na kontrolo, ne, pa video redu, pa je redu, pa ko greš zapustiš to hišco kontrolno, pa lahko pa spet normalno naprej. Samo tistem, pač v tem, ko se usedeš na rampo, pa skočiš, do kontrolne hišce ne smeš nič delati. Pa če imaš probleme s težo, ne smeš piti vode, recimo. Tako je to. Miran, kaj je tisto, kar dela Petra Prevca, zdaj že nekaj časa najboljšega slovenskega skakalca? Jaz mislim, da je to zelo velik talent. On je mlajši od tebe, ne? Ja, 3 let. Pravim, tukaj talent zihar. Trenerji tudi, pa tudi sam je res, ima glavo na svojem mestu, je pač tip človeka, ko lahko, jaz pravim, bo dosegel še veliko. Se zbere tudi na teh velikih tekmah? Se vidimo, lete, predacov, ko je bil na svetovnem prvenstvu, 3 pa drug, pa olimpijske igre, pa zdaj na novoletni trening. Sam je pa, jaz bom rekel tako, Grapo z njim bo zih treba biti še potrpežljiv. Grapo po stopničkih, ne. To še ni, to, kar bo letos pokazal. Bo še stopneval po tvoje? Ja. Bo. A je on tip tudi za zmago v Kulmu na velikanki? Ja. Lansko let je pač prvo zmago dosegel pač prav v Kulmu. Ker vsi imamo v glavi, ne, Tepeža pa recimo Krajnca, ne? Ja, se je lani dokazal. Bil je v Kulmu, je dosegel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu in to na poletih. S tem osvoji tudi lovoriko v skupni seštevko poleto. Pol vemo, da je bil v Harakovu, da je bil tudi tret na svetovnem prvenstvu poletih. Je letalec tudi, ne? Po Planici je bil že tudi na stopničkah. Tako da ja. Damjan pa ni, ne? Toliko. Drugačen način. Ja, Damjan ima malo drugačen način skakanja, malo bolj gor. Pa tudi ne moramo vedeti, v kakšni formi je. Zdaj mogoče malce pada. Bomo videli zdaj, mogoče, da letos pa zna malo bolj skočiti v bistvu. Ker pa tudi zdaj Tepeš je bil v bistvu na treningu,
sem jo malo natreniral, ker je res malo preveč tudi v smer skakal, čeprav za velikanko mogoče bo, ampak tudi ni bilo tistih nog, da tudi na velikank, ne vem, če bi stisnil skakajnam nesel. Tako da Krajnica pa tako vsi vemo, ko je sposoben. Jaz sposoben res skakati čist dol v podn. Čeprav ne kaže zdaj enih takih rezultatov, se uvršča med 30 tako. Ni za med 10 zdaj, ne? Ampak na velikank zna pa isto biti med isto kandidat za prvo mest. Zvone, greva še malce na dekleta. Katja Požun je reprezentantka, mislim, da tudi Anja. Ja, Anja je B reprezentantka, pa Julija je kandidatka. Tvoja hči, Manja? Manja se je pa posvetila sedaj študiju. Študiju? Ja. Tudi kaj skokom še trenerske vode? V bistvu neki še nič v bistvu konkretnega, ampak ima na fakulteti za šport študira, se bo pa že odločila, ko bo počela. No, punce so imele samo eno tekmo svetovnega pokala, zdaj prihajajo nove. Na prvi Kati, ni najbolj se je steklo. Ja, Katja je imela malo probleme s boleznijo, malo jo je pobrali, malo tisk so poleti delali, malo tile moči, pa je malo glih, malo pri tem tekmam je malo izbolela, tako da ni bilo tista ta prava. Zdaj upam na nadaljevanje sezone, pa da bo pokazala tisko znak, ker že na treningih, tudi ko sem malo opazoval, pa malo gledal, je bila kar konkurenčna, v bistvu je bila tam par naših tudi isto med boljšim. Ja, kaj pa preostali dve? Preostali dve bomo mogli pa zdaj na tekme alpskega pokala. Tam se dokazovati, ker tam bo imela tudi kar malo eno pregledno tekmo za mladinsko svetovno prvenstvo. Ker tekem pa zdaj res letos pa še ni bilo tukaj za dekleta. Ampak se bo tole, imamo Ljubno v februarju, bomo pa tam navijali za naše dekleta. Pravijo, da snega imajo že dosti, tako da tekma po moje ne bo pod vprašajem. Pol metra ga je tudi v Kisovcu, ne? Tudi pri nas, ja, smo tudi naredili. Predodajo, ne, si še delal sneg. Ja, je bilo treba še izkoristiti, danes je bilo še tak zadnji dan, da smo še malo pošpricali po izteku, ker je bil še kar, v bistvu se je že kar malo ledu naredilo. Zaletna smučina, ja, zaletna smučina imamo pa zdaj v bistvu hlajeno, tako da imamo res ta prav let. Ponovadi je tam malo sonca, ne, lahko. Zdaj pa to ni uvira. Ampak problem je v bistvu, ko so malo više temperature, zalet takoj pobira, pa tisto špura v bistvu se hitro podira, zdaj smo pa to neki en sistem zrihtali, da imamo hlajeno in da s tem nimamo problema. Če hlajenje laufa do marca, mislim, da bo kar držali. Spet pa vzgajaš državne prvake, ne? Ja, imamo tudi neki zelo... Trboveljčana celo, ne? Imamo iz Trbovelj državnega prvaka, 5 Lovrota, pa imamo do 12 državnega prvaka, imamo Miha Ročnik v bistvu iz Cela, unje z Cela. Iz Cela? Ja, skače tle pri nas. Pa imamo Aneja Raspotnika, tle iz Izlaku, on je bil do 9 let, drug. Tako da imamo kar nekaj mlajših od zadnjih, zelo dobrih. Tudi deklet? Ja, dekleta imamo pa tam do 9 let, zdaj so ene dve zelo solidne, perspektivne. Tako da mislim, da bo tudi dekleta nadaljevala tradicijo iz Kisovca. Pogoji so pa v Kisovcu dobri, ne? To je pa treba reči. Ja, sedaj imamo zrihtano v bistvu tole skakalnico 50-25, pa to v bistvu v tem delu Slovenije edin. Manjše tudi? Ja, tudi manjše imamo 10 in 15, tako da imajo vse kategorije. 4 skakalnice so urejene. Tako. Poleti pa tudi? Poleti pa normalno, ne. Tako da ni počitka, ne? Ni počitka, dela je bilo zdaj ogromno s tem zasneževanjem pa to, ampak zdaj upam, da se bo to malo umirili, pa da bomo imeli malo več časa za trening, čeprav smo skozi trenirali. Treba je zdaj čim več skokov narediti, da se malo pripravimo za tile tekme. Tudi Katja, pa Andraž, pa Miran? Kaj? Na Kisoški skakalnici, ki potrenirajo že? Ja, ne, glih spomlad. Spomlad prvo tekmo, tudi ko imamo, tudi ko imamo pokal Zagorja. Tudi pa pridejo, ja, tudi pa skočijo.
Zdaj pa v bistvu imajo samo v bistvu Kranj, Planica, malo večje objekte. Je lušen skaka tukaj Kisuc? Ja, bilo je lušen, zdaj pač. Mi recimo na teh manjših skakalnicah, recimo 60-50 metrske, ko začnemo s tanažnim procesom, to se pravi aprila, maja, takrat imamo pač več skokov na teh malih, do 100 skokov, pač že malo tehniko spreminjamo, ki pač malo se učimo, pa gremo pa takoj pač na večje, na 90, 120, tam, ko imamo tekme. In potem pa ni smisla na te manjše, ne? Ne skače na manjših, ne. Ja, v bistvu začnejo iz nule. Spomladi v bistvu isto počijo na novo, mislim, vse čist, ker v bistvu ne moreš neki nadgradnje narediti. Bi rekel, letos pozimi, zdaj pa dobro, če imam fajn občutek, lahko pride spomlad ali pa druga zima, ki se v bistvu lahko čist podere. Pa skozi moraš nekaj probavati, pač moraš se skozi nagrajevati. Imaš ti tako kvalitetno pa dobro opremo, kot recimo te prva desetorica v svetovnem pokalu. Od čevlj, opreme, ne vem, čelade, smučke. Ker v alpskem smučanju slišimo, da tista špica ima boljš vse. Kaj pa tu? Tukaj jaz, kakor vem za naše fante, za Slovence, smo na istem vsi. In A in B reprezentance, tako da tukaj ni bene prednosti. Benga izgovora, ne? Imajo iste pogoje, v bistvu vidim, kako si sam pošle malo, da teraš tisto opremo, v čevlju, kako je te prova, veš, položaj. To je pa njegovo čisto od posameznika odvisen. Nekateri rabijo kakšne dodatke, nekateri ne rabijo, tisto, kar je dovoljen. Zdaj, Jakobsen, ne? Kaj je bilo to s tem Zvona? Glej, Zdaj kazal, da je v redu, ne? Mene v bistvu sploh ne vem, kdaj je to naredil gor na štarti, v bistvu imajo v svetovnem pokalu je kamera, in on te kontrolira, kamera te že lahko kontrolira. Kaj je storil zdaj? Ja, potegnil si jo rokave takole dol, pa v bistvu tlole je pa naredil ta kot, Kukor takole, pa takole ti ostane, ali pa če imaš takole, je pa velika razlika. Je nekaj metrov potem. Ja, so zračunali 2-3 metre, Ampak moraš še vedno ujeti odskok, pa vse, ne, brez tega. Obvezno, samo on je bil, to so pa nijanse med vodilnim, ko recimo, če tistih 2-3 metre ne bi bilo, bi bil pa mogoče tudi drug, ali pa bi ga kjer prehtel, Ampak je pa mogel tole tuk stisjen med, sam tole je ta obseg mirjo, Se mi čudno zdi, da je takole, on je v bistvu takole držal, z rokom že in pozaljati, da mu to ni zlezlo, Isto si mal dres dol potegnejo, zato pa takole roke dviguje, da jim ko grejo na razkorak ga zmer, da je to v tistih mirih. Ja, lej. Vsak si nekaj iše, pa kukar v bistvu, kukar si tudi zapisan, pa vse po Gracarju, recimo. Ti novinci, ko prihajajo, recimo Mirana bo 5krat bolj primerov, kot pa Unek so že med 10 svetovnem pokalu. Ti daješ takoj vedeti, kdo je šef. Ja, ko pa imaš ime, ampak do imena je treba priti. Tako, ja. Tako je, v vseh športih. Sam v bistvu ni pošteno. Ja. Lahko bi vse en malo kontrolirali. Če malo primerjamo tekme, Willingen, prva tekma, kako so imeli vsi res drese v bistvu narejene tako pravilno, pa če jih zdaj malo na novoletni pogledam, je pa kar v bistvu malo razlike. Zvone smo mi kaj goljufali. Mi nismo imeli s čem goljufati. Zvone, jaz si še včasih namazal, nisem smučal, da so bile bolj počasne. Ja, mi sploh nismo govorili o vzgonskem vetri, pa to, pa da bi kjer popuhto v zraku, ko te kje držali. Ti si bil zelo dober, zmagovalec skoraj da na vseh tekmah teh, ljubiteljskih skakalcev. Ja, v tej športni oddaji bomo zastavili tudi novo vprašanje. Odslej naprej bomo žrebali tudi tako športna vprašanja, pa zastavili športno vprašanje z področja športa, pa tudi kulturno vprašanje. Šport pa kultura gresta skupaj. Na kaki tekm verjetno imaš s sabo kakšno knjigo? Tudi kdaj. Imaš, ne? Kaj? Ti študiraš še? Ja, študiram še logistično. Kot tiste niso tako fajne, ne? Boje Rajman Križank. Mogoče bude tudi kakšna nagrada Križanke, ne? V prejšnji oddaji smo vas vprašali tole. Kateri slovenski smučarski skakalec ima največ zmag v svetovnem pokalu, ne? Zvone, ne? To ni težko odgovoriti. Ni, ne? Da je Primož. Peterka, to vemo mi. Ampak, a veš, da je nekaj napačnih odgovorov tudi za Prevca, ne? So pisali. Aha, ja.
Tako da, le Zvone, prvi žrebani prejme darilni bon restauracije El Trbole. Žreba je malce pomešaj, pa bomo videli, če je pravilno. Če ni, bomo dali v avt. Ja, ta je pravilen. Ja, Primož Peterka, Fani Lekše, Prešernova 47, Zagorje. Torej, ta prva nagrada gre v Zagorje. Tako. Gremo. Drugo žrebana, to pa ti, Miran, ne? Drugi žrebani pa prejme darilni bon restauracije Pučini Ljubljana. Ja, mislim, da je to Irena Zupan ali Zupanc, Selo 6, Zagorje. Zvone, malce pomešaj, prosim, za tretjo nagrado. Tretji pa prejme 5 kg kalcevite, ki jo poklanja apnenec iz Zidanega mosta. Ker zdaj imamo že kar nekaj zmagovalcev, pa jih je zbegala, da niso že vsi vedeli, kdo jih ima največ. Jih bo moral še kar nekaj priskakati. Kar nekaj, ja. Pa tudi Primož ima tudi zmagal v tej novoletno turnejo je osvojil, ja. Tako, edini. Pravilni odgovor, tole gre pa na Vače, Martin Ocepek, Kanderše 11A, Vače. Takole. Zdaj je pa novo nagradno vprašanje. Kdo je trener članske ekipe rokometnega kluba GEN-I Zagorja? Torej, prvi žrebani prejme darilni bon restauracije Pučini Ljubljana, drugi žrebani prejme bon za 2 pici v pizzeriji Čebelica, tretji žrebani pa prejme vrednosti bon za zunanje čiščenje vozila v avtopralnici Kržišnik Zagorje. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 20. januarja. Vsak drugi teden pa bomo zastavili tudi vprašanje z področja kulture. Zadnje vprašanje je bilo, kje v Zasavju ima sedež Srbsko kulturno društvo Sava? Pravilni odgovor je bil v Hrastniku. Mislim, da so vsi pravilni, to so odgovori. Miran, pa ti prvi. Prvi žrebani prejme knjigo založbe Ved, Otroci knapov, torej mojo knjigo, in 2 vstopnici za Kino Zagorje. Treba pogledati, kdo je nagrajenec. Hrastnik, Stane Bučevec, Prešernova 6, Zagorje. To je prva nagrada. Tako. Drugi žrebani pa prejme vrednostni bon za pedikuro v kozmetičnem salonu Petra in na Izlakah in vstopnici za Kino Trbole. Zvone. Pa malo od spodaj. Ja, kar veliko teh odgovorov pošljajo, ne? Hrastnik je pravilno, zdaj jaz upam, da je tole Zupan, Miha, Selo 6, Zagorja. Evo. Prejšnji teden smo nagrade poslali v Trbole, zdaj pa v Zagorje. Enkrat v naslednjih oddajah bomo pa podarili tudi kapo, smučarskega kluba Zagorje, sekcija za skoke, Kisovec. Novo kulturno vprašanje pa je. Dolga leta je opravljala novinarsko in uredniško delo v mnogih medijih, tudi na Radiu KUM, sedaj pa je direktorica Zagorskega hrama kulture. Kdo je to? Prvi žrebani prejme knjigo založbe Ved, roman Bojana Bizjaka, Prihod in vstopnici za Kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo Milene Miklavčič Pri hrastu na levo in vstopnico za Kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme vrednosti bon, ki ga poklanja ženski in moški frizerski salon Ivi Zagorje. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si tudi do 20. januarja, ko bomo žrebali. V naslednji nagradni igri bomo pa dodali še kapo. Tako. Hvala vam za obisk v studiu.
veliko hladne zime, ne, da bo sneg ostal dlje, pa ne preveč. Jaz bi še povabil 17. imamo tekmo, smučarske skoke na 50-metrski skakalnici, za dečke 14-15 pa punce 15. Naj pridejo malo pogledat. Tam okrog 9. se vse skupaj začne. V 9. je poizkusna serija, potem pa prva in druga serija, pa povabil bi vse mlajše, kjer koga interesirajo smučarski skoki, da lahko malo pride tudi z alpskimi smučmi, lahko malo proba. Vsak dan? Imamo treninge ponedeljek, sreda, petek, drugače smo pa zdaj, ki je zima, skoraj vsak dan gor, tako da popoldan od 5 naprej. Tako da ni problem. Pod reflektorji? Ja, pod reflektorji, tako da... Tako da ne bojo o tom izkakali, ne? Ja, to sigurno ne, ampak tukaj, da naredijo domačo nalogo, da se naučijo, pa da imajo podsajt za trening, da jih predvsem napargajo moj šole. Zato imamo tako urejen in zaenkrat je to kar v redu. Te pa želim, da si priskačeš kvoto za tekme svetovnega pokala, ne? Jaz bom videl, jaz bom prvo odskakati, kar se da, pa to bo samo prši. No, vse podobno želim tudi Andražu, ne? Ja. Ok. Hvala. Naša televizija je pred kratkim objavila 9. razpis Naj športnik ETV v spomin na Braneta Mahneta za športne dosežke v letu 2014. Tudi na osnovi vaših predlogov in predlogov strokovne komisije ETV bomo izbrali naj športnika, naj športnico in naj športnega delavca ETV. Priznanja in nagrade bodo podeljene v naši zadnji januarski oddaji. V soboto je bila naša ekipa na prvem novoletnem Knap Trailu. Že zgodaj zjutraj so se udeleženci iz vseh koncev začeli zbirati pri lovskem domu na Podmeji. Vsa pohvala gre organizatorjem, ki so zasnežene poti dobro označili. Po štartu teka na 46 km smo pred kamero povabili direktorja dirke Leona Cesnika. Leon, tole je prva prireditev. Jaz sem bil malce v dvomih, da se bo zbralo sploh toliko tekačev, kot se jih je, ampak start je pokazal na tej dolgi progi, da se bo očitno tole prijelo. Ja, kakor je danes pokazal, je tole res presenečenje, da se je tukaj tekmovalcev udeležili ta dolgo traso, ker so pogoji naprav res težki. Ampak zgleda, da imajo ljudje veselje do tega, da smo naredili pravo stvar v pravem trenutku. No, ti si to progo večkrat pretekel v lepšem vremenu, v lepših pogojih, pomladi, jeseni, tudi po zimi, kaj? Tudi po zimi večkrat. In po zimi je zelo odvisen, kakšni so pogoji. Zdaj, v takih pogojih, ki so danes, bi se mogel za 8 ur zelo potruditi. V idealnih pogojih pa tudi 6,5 ur. Tukaj razlika je. Kakšna razlika je pred 3 dnevi, ko je bilo vse zmrzeno, pa zdaj, ko je malo odmeknilo? Pred 3 dnevi je bila podlaga odlična za tek, ker se ni udiralo, ni bilo vode in so bile razmere res idealne za zimski čas. Danes, odnosno včeraj, se je pa tukaj utoplil, je bila toplotna inverzija, je na 1000 metrih 5 stopinj in se je sneg več ali manj v vodo spremenil. In so pogoji res težki. Ti si bil včeraj na trasi kar 14 ur, če sem prej prav razumel. Kaj je bilo vse treba postoriti?
Včeraj sva srečam šla skozi celo progo, prvič zato, da smo ugotovila, kakšni so pogoji, drugič pa zato, da sva celo progo označila s trakovi, to se pravi z rdeče-belimi trakovi, da ni treba tekmovalcem, kot jačejo, iskati poti, ampak samo malo naprej pogledajo, so sigurno, kjero smer morajo iti. Obesla smo preko 800 trakov, tako da na okrepčevalnicah smo se oglasila, pri teh domačinih smo se oglasila, jim razložila, da je tekma, da bojo vedeli, kaj se dogaja, da ne bojo trakov odstranjevali, da ne bojo se šli ekologa, da smo jim povedali, da bomo to mi jutri naredili vse. Ne. Tako da je bilo včeraj od 6. zjutraj do 8. zvečer smo bila na prog. Ne. Kaj bo največja težava za tiste, ki so se pred kakšnimi 5 minutami podali na progo? Mogoče že potem blato? Bolj blato pa sneg, bolj blato pa mehk sneg, kakor pa led ali pa tisto, kar so se drug najbolj bali. Da bo žled, led, ampak ni odjuga in bo blato in sneg sploh tukaj v zaključki iz Pongraca, iz smeri Pongraca na Mrzlico, ki je tista strmo sponza na konc, tam bojo kar šli 2 koraka naprej pa kazga nazaj. Ne. Zdaj, Čemšeniška planina je zaradi varnosti spuščena, ne? Ta prepad proti dolini bi bil prenavaren. Kje gre trasa tako na hitro? Zdaj, edina razlika je, da se tam, ko so se proge pri Gunati srečale, se ne gre več na Čemšeniško pa pentla nazaj, ampak se gre od Gunata kar na Znojila, pa je proga ista v bistvu. Ne. Sam greben Čemšeniške smo spustili, ker je včeraj pokazali, da je podlaga tukaj nezanesljiva in se bojimo, da ni nobena tekma ni vredna človeškega življenja. Ne. Je pa tisti edini izpostavljen mest, kot da če bi kjer padel, je možnost, da pride tudi do smrtnega padca. Ne. Zdaj ta je 41 km, če se ne motim, ne? 40-41, krajša bo čez slabo uro, štart je pa 16 km, pogoji pa isti verjetno. Pogoji so isti, edin malo me višinska razlika je mečken krajša, malo dje se bojo lahko na okrepčevalnicah ustavili, pa se mečken bolj turističen pozabavali tolo lepo nedelo v Zasavji. Ne. Sem pa vesel, da so kukar tukaj lep razgledi še danes, da bojo ljudje videli in Savinjsko dolino in Zasavsko dolino in res je vse lepe konce, da bojo res videli tisto, kar jaz velikrat pišem, vse posod, da bojo zdaj tudi doživeli. Ne. Te kaj drži, da bi šel sam tudi? Mečkan me pa res, čeprav vem, da sem utrujen, pa da ne bi bilo glihta pravga haska, me pa tako še jutri enkrat proga čaka, da traka pobjeramo. Ne. Preletimo še najboljše. Na krajšem teku, tako imenovanem Zajbrucu, je med moškimi zmagal Hrastničan Miran Cvet s časom 1:22:13, drugi je bil Klemen Arh, zaostal je 14 minut, tretji je bil Jani Cvrl, ki je za zmagovalcem zaostal 20 minut. Med ženskami je zmagala Urša Trobec s časom 1:42:49, druga je bila Manja Frece in tretja Anja Zima. Na daljši preizkušnji imenovani Forhajerska je med moškimi zmagal Marjan Zupančič s časom 3:29:34, drugi je bil Ivan Hrastovec s 6-minutnim zaostankom, tretji pa je bil Dejan Grm. Čas zimskega premora Kegljaška zveza Slovenije koristi za organizacijo državnih prvenstev. Eno zadnjih je bilo končano minuli vikend, ko so se za naslove potegovale ekipe mladincev in mladink. Med slednjimi so bile tudi Zagorjanke in Litjanke. Slednje so začele dobro, po uvodnem nastopu na domačem kegljišču so bile celo druge. Žal so bile v nadaljevanju precej slabše in končale prvenstvo na 9. mestu, še 2 mesti nižje pa so prvenstvo sklenile Zagorjanke. Med fanti so bili Trboveljčani dolgo v igri za medalje. Na koncu so se morali Denis Narat, Luka in Nik Predovnik zadovoljiti s 4. mestom. Za bronastim odličjem so zaostali zgolj za en podrt kegel, za srebrnim pa 7. V pripravljalni tekmi za drugi del sezone so rokometašice GEN-I Zagorja gostile trenutno 3. uvrščeno ekipo hrastniškega prvenstva, Reški Zamet, in po izenačeni tekmi zmagale 29-26. Trener zagorske ekipe Bojan Voglar je veliko menjal in ponudil priložnost igranja vsem razpoložljivim igralkam. Vse z izjemo obeh vratark so se vpisale med strelke. Največ zadetkov, 6 oziroma 5, sta dosegli Ivana Ljubas in Neli Irman.
Januarsko zatišje, kar zadeva ligaških tekmovanj, bomo izkoristili za krajši pregled sportnih dosežkov naših ekip v minulem letu. Začeli bomo v Hrastniku, nadaljevali v Trbovljah in se za konec ustavili še v Zagorju. Za Hrastničane je povprečno leto. Ob kegljačih Sineta, ki so že vrsto let stabilni prvoligaši, največ pozornosti velja rokometašem in košarkarjem. Medtem ko nogomet kljub častitljivi 90. obletnici, ki so jo proslavili v lanskem letu, nikakor ne more na zeleno vejo. Kegljači Sineta so svojo 11. zaporedno sezono v družbi najboljših začeli veliko bolj obetavno, kot so sklenili zadnjo, ko so se komajda rešili izpada. Nasprotno kegljačem se godi košarkarjem, ki so v družbi drugoligašev že polnih 18 let. Po zadnji sezoni, ko je že vse kazalo, da se bodo zaradi finančnih težav morali odpovedati članski ekipi, so se tik pred začetkom prvenstva odločili drugače. Na hitro so sestavili ekipo, ki pa bo le stežka obstala v ligi. V 9 doslej odigranih tekmah so dosegli eno samo zmago. Zato uprava mrzlično išče okrepitve, ki bi ekipo zadržale v ligi. S tem v zvezi tudi niso izključene vrnitve nekaterih domačih igralcev, kar bi bilo še najboljše. Rokometaši Dola, ki že blizu 20 let delujejo pod pokroviteljstvom Hrastniške tovarne kemičnih izdelkov, so prav ob koncu leta dosegli svoj največji uspeh. Potem, ko so zaporedoma izločili Gorišnico, Ormož in Črnomelj, so se skupaj s Celjem, Pivovarno Laško, Gorenjem in Koprom uvrstili na sklepni turnir pokalnega tekmovanja. So pa Dolani tudi sicer primer dobro organiziranega kluba, kjer delo z mladimi že leta predstavlja osnovo za člansko ekipo, v kateri igrajo pretežno doma vzgojeni igralci. Ob naštetih panogah velja omeniti še nekatere posameznike, denimo dvakratnega svetovnega prvaka v slalomu na divjih vodah Petra Kauzerja, ki pa je bil zaradi poškodbe ramena primoran izpustiti večji del zadnje sezone, vključno s svetovnim prvenstvom, kjer ga je zamenjal njegov klubski sotekmovalec Janoš Peterlin, ki pa je s svojim dosežkom, tako kot celotna slalomska ekipa, ostal za pričakovanji. Sledi pregled 5. kroga veteranske Trim lige malega nogometa za prehodni pokal bratov Borštnar. Škoti Prapreče 5-0, odpisani Tim Hrastnik 2-1, udarnik Picerija Kukuca 0-3, Zasavc Šentlambert 1-3, Almuhi Džeri 1-5 ter Luka Bar Polje Mlinše 2-3. V vodstvu je ekipa Džeri, druga je ekipa Picerija Kukuca, obe ekipi imata po 15 točk, tretji pa so Škoti z 10 točkami. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tokratni športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, Picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.